dobrosrčen in ljubezniv do ljudi. Priljuden. Človek brez predsodkov. Najbolj mi je všeč njegova blagost. Je blizu vsem ljudem, torej, ko bi rekla, preprostemu človeku. To se mi zdi, da zastopi pač tudi tiste, ki so na obrobju. Ker hoče sprejemati vse ljudi, ne dela razlik med njimi. Jaz mislim, da zaradi tega. Ker dejansko poznam tudi neverne ljudi, ki so rekli, da ta papež jim je pa res všeč. Vidi, razume sodobno kulturo. Da morajo duhovniki dišati po ovcah in da moramo biti dostopni do ljudi, ki so na obrobju, torej pač njih razumeti, biti taka cerkev preprosta. Tista, ki upa se biti umazana in ranljiva, ne sveta. To, da sledi svojemu prepričanju, ne glede na to, ali se ostali svet in ostali krogi v cerkvi z njim strinjajo ali ne, on sledi svojemu navdihu, ki mislim, da je v svetem duhu. Bi hotel zvedeti njegovo pot, v bistvu mogoče čas tik preden je bil izvoljen za papeža. Najbolj pogosto ponavljam njegovo misel iz Amoris Laetitia, iz 7. poglavja, ki je namenjeno vzgoji, kjer pravi, da je prvo vprašanje za starše, kje je duša mojega otroka. Ima ta talent za to tudi družbo, ki ni pač religiozna, pa se mi zdi, da prisluhne pač vsem stranem, tako da včasih nam lahko tudi kaj ne paše. Da bi v tej situaciji, v kateri se svet nahaja, oznanil Kristusa. Da bi zmogel, da bi imel res to moč v sebi, z Božjo pomočjo, da bi to vse vzdržal in da bi držal pravo linijo. Mu želim vse dobro, pa želim, da bi bila cerkev povezana in cerkev za preproste ljudi. Da bi njegovi nasledniki sledili njegovemu duhu in usmeritvi.